Ko smo srečni in nam je lepo, smo vedno na najlepšem kraju sveta. Tudi če smo doma. Tako kot je naš Friderik na Ljubljanskem gradu, ki je dobil odlično idejo, da vam jaz preberem pravljico iz slikanice Friderik Grajska podgana z naslovom Turki. Friderik se je v svoji grajski luknji prebudil bolj zgodaj kot ponavadi. Z radovednim in nezmotljivim smrčkom je zavohal nekaj, kar ga doslej še nikdar ni razveselilo. Dim. Po hodnikih je iz temačnih kletnih ječ pohitel do grajskega stolpa. Za las se je izognil stražarju, ki ga je skoraj pohodil na ovinku. Salamenska golazen, je zarjovel obilnejši stražar, še rahlo vpit od naporne nočne zabave. Friderik se ni zmenil za žalitev. Pravi gospodar gradu menda ne bo užaljen zaradi neumnih stražarjev, ki ne vedo, da v resnici služijo njemu. Pogledal je z grajskega stolpa in ugotovil, da se dim vali od spodaj. Mestne hiše in ulice so bile v plamenih. Turki! Če pa Friderik česa res ni maral, so bili to Turki. Kadarkoli so namreč prišli in dalj časa oblegali mesto Ljubljana, je v grajski kašči zmanjkalo vseh dobrot. Da bi grajske podgane že spet stradale in da v kuhinji spet ne bo nič za podganji zob? Dokler sem jaz glavni, že ne, si je odločno rekel Friderik. Pogumno je zavihal smrček, nabrusil svoj rep in se podal v boj. No, bolj v svojo podganjo luknjo. Moral je najprej dobro razmisliti, kako bo premagal presnete Turke. Grajska vojska se mu ni zdela kaj prida in prepričan je bil, da nanjo ne gre računati. Namesto, da bi vso noč napadali Turke, so stražarji glasno smrčali na grajskem stolpu in zehali za topovi. Friderik se je odločil, da bo vzel stvari v svoje tačke. Medtem ko je Friderik delal načrte, kako jih bo premagal, so Turki požigali mestne hiše in ulice. Preganjali so ljudi, ugrabljali otroke, ki so se igrali na ulicah, in kradli dragocenosti po hišah. Bili so strah in trepet slovenskih krajev, še posebej njihov zloglasni vodja Išak Bek. Naslednji dan je Friderik zbobnal skupaj vse grajske podgane. Imel je načrt, kako bo Turkom nagnal strah v njihove turške kosti in jih zavedno pregnal iz teh krajev. Vse samo zato, da grajska zaloga hrane nikoli več ne bo pošla in da bi Friderik skupaj z ostalimi grajskimi podganami lahko živel srečno ter obilno do konca svojih dni. Pst, brez cviljenja, prihranite ga za kasneje. Poslušajte vsak moj ukaz, zavzemite položaje in počakajte na moj žvižg. In res, podgane so zavzele položaje. Prve so se privezale na puščice in na grajskem obzidju ob strelskih lokih čakale znak za napad. Večer, ko je bilo na gradu vse tiho in so stražarji že smrčali na obzidju, so se Friderik in njegova podganja druščina zbrali pri grajskem stolpu. Podgane so se tihotapile po grajskih hodnikih in dvoranah, mimo vseh spečih straž, po skritih rovih in podzemnih ječah. Druge pa so imele topovsko nalogo. S Friderikom na čelu so zavzele grajske topove. Friderik je prvi zlezel v topovsko cev in čakal na izstrelitev čez obzidje. Še pred tem pa je zažvižgal in napad na Turke se je začel. Prižigali so vžigalne vrvice, kmalu zatem so podgane letele dol proti mestu. Po zraku je kar švigalo, saj so Friderik in njegovi grajski prijatelji z veliko hitrostjo leteli nad Turke. Ratatatata so v tihi noči glasno odmevale topovske salve. Ratatatatatatata je hkrati tulila sleherna podgana iz Friderikove vojske, medtem ko je po zraku letela proti strašnim Turkom. Turki niso bili pripravljeni na nočni napad. Niti sanjalo se jim ni, kaj jih je doletelo.
V temi so na njih deževale podgane, nastala je nepopisna zmeda in turški vojaki so začeli panično bežati. Ne samo podgane, cvilili so tudi prestrašeni turški vojaki. Vseh 15.000 konjenikov je kar se da hitro ucvrlo domov. Kdo bi si mislil, da se neustrašna in zloglasna turška vojska boji ubogih, malih podgan. Friderik in njegovi pajdaši so torej poskrbeli za begav hitri beg iz teh krajev. In do danes nihče ni vedel, da so bile v resnici podgane tiste, ki so mesto in njihove prebivalce rešile pred Turki. Samo zato, da grajski kuharici ne bi zmanjkalo hrane.